Plus povedal, ne, da obstajajo informacije, da naj bi dva terorista iz iste celice Pariške šla, en čez Slovenijo, drugi čez Madžarsko. Da je teh ljudi več kot 10. Kakšne informacije ste člani takrat imeli od naših obveščevalcev o tem, kaj se hodi čez Slovenijo, kdo hodi, koliko je tega? Informacij ni bilo nikakršnih. Rad bi opozoril na sejo, ki smo jo imeli, sejo odbora za notranje zadeve, kjer je direktor Sove dejal, takrat se je še govorilo o teh kvotah, da ne bi jih sprejeli 270. Takrat je direktor Sove rekel, v primeru, da Slovenija sprejme 270 migrantov, se bo lahko Sova ukvarjala samo še s tem. Mi smo jih pa v 4 mesecih sprejeli 500 000. Potem si lahko predstavljate, kaj je Sova počela, oziroma bolje rečeno, kaj sploh ni mogla početi, ker je to takšna masa. Ni bilo striktnega preverjanja, ko sem bil z odborom za obrambo na meji, sem tam videl, smo sprejemali vse Pakistance, Irance, Maroko, Alžirijo, skratka države, ki ne izpolnjujejo nobenih kriterijev, kjer ni nobenih oboroženih konfliktov. Praktično vsi so se izdajali za sirce, ostali, sedaj vidimo, ne, da je to nekritično preverjanje oziroma nikakršno preverjanje privedlo tudi do tega. Šengenska meja se je dvakrat kršila, enkrat v Grčiji, drugič v Sloveniji. Če Grčija ni bila pripravljena sprejeti svojega deleža odgovornosti, bi vsaj Slovenija to morala narediti, ampak žal ni. Takrat, kot ste rekla, je bilo nekaj govora o enih 20 ljudeh, ki naj bi potencialno bili grožnja. Ampak kaj so naši naredili? Avstrijce so opozorili na teh 20 ljudi in jih ni poslali. Skratka, neresno in neodgovorno. Se pravi, s temi izjava, ki je kolegica omenja, je bila dana predsednika Knovsa po seji. Po seji, ja. Ja, po seji. Na tisti seji je bilo rečeno, da dejansko ni nekih podatkov, da bi lahko ti ljudje prečkali ozemlje Slovenije. In zaradi tega smo mi tudi dali priporočilo, da naj vlada preveri, ali so ti ljudje, ki so povzročili teroristični napad, ali so šli čez ozemlje Slovenije. In predlog tega našega priporočila so zavrnili.